Jo, barabe. Jo, barabe. Spet po dolgem času malo bolj resen video, ker bomo malo govorili o nekih stvareh, ki se ne smejo dogajati. Par dni nazaj na moj radar prišel en story, kjer je nekdo, vam bom kasneje pokazal, nekaj zelo žaljivega povedal in mi to ni bilo všeč, ker v letu 2020 to ne bi smeli govoriti in te besede bi mogli biti prepovedane. Pa dajmo, preden pridemo na ta video, da jaz malo povem. Danes bomo govorili večinoma o Albancih, pa da na hitro samo povem moje izkušnje z njimi in da potem preidemo na bistvo. V glavnem, jaz par let nazaj sva z bratom živela v enem stanovanjskem objektu, kjer so bili vsi najini sosedi Albanci, albanske družine mlade. Nikoli nismo imela nobenega problema z njimi, čeprav sva bila glasna, muzika, kričali, ni da ni, ampak nikoli enega problema, res, niti enkrat, da bi kdo potrkal, pozvonil. Potem od ene družine, en fant, ki jaz si urim, mi je vedno posodil motor, ko je on šel spat, mi je celo noč posodil motor, da se vozim, ko je bil v službi, mi je posodil cel dan, da se vozim s motorjem, pa čeprav sva se samo poznala kot soseda. Tako da, kdo bi še to danes komu posodil, nekomu, ki ga ne pozna, dvomim. Druga stvar je, v tem video spotu ta fant, sem pripravljen za njo, ki je Sidehar, Albanec, v tem drugem video spotu ta fant, je pa Izak, prav tako Albanec. Pred kratkim je na Instagramu ena punca pisala, ki poje pesmi v albanščini. Nisem ti še odgovoril, ti bom in verjetno bom tudi z njo sodeloval. So mi zanimive te pesmi in bi rad sodeloval z nekom, ki recimo da je refren v albanščini, tako da ti bom odpisal, nisem pozabil. Ok, to je zdaj moje stališče, moje izkušnje in tako naprej. Nočem se nobenemu Albancu lizati v rit s tem, samo hočem povedati, da pač z njim imam samo pozitivne izkušnje in nisem nikoli doživel nič slabega oziroma karkoli negativnega. Zdaj pa gremo na bistvo. Zdaj vam bom pokazal ta video. Vsi boste takoj razumeli, kaj je narobe rekla, kar ne bi smela reči. Pa dajmo se pogledati. Ali bi en mesec vsak dan pojedel eno najbolj šiptarsko tortico s ful biskvita, ali bi šel za en teden... Ta gospod, kdorkoli, ki bi ti naredil ta šip biskvit, verjemi, da zasluži več kot ti, draga moja. Zelo več kot ti. In ogromno z obale, ogromno pekov z obale poznam, albanskih pekov, ki imajo svoje pekarne v Portorožu, Kopru, Izoli in živijo kot kralji in vozijo avte za 100.000 evrov in ni da ni. Tako da ni to kul. Kar si rekla. Zameglil sem vsebino videa, zato ker tisti, katerega ona snema, nima veze s tem videom. Sem tudi zameglil, od koga je to, ker bom toliko videven, da ne bom izdal njenega imena in priimka. Verjetno je marsikdo prepoznal njen glas, ga je že sigurno nekje slišal. Gre se za zelo znano radijsko voditeljico, vidimo jo lahko tudi po televiziji v nekaterih oddajah, oziroma smo jo videli. Na njenem Instagram profilu sem prebral, da posoja glas v slovenskih reklamah, pa njeni posti so vsi tako pozitivni za punce, ki se počutijo z odvečnimi kilogrami, da naj se ne obremenjujejo. Skratka, na socialnih omrežjih zelo pozitivna oseba. Pa tudi followerjev ima čez 20.000, se mi zdi. Nekdo, to je javna oseba. Nekdo, ki je javna oseba. Nekdo, ki je, kot danes rečemo, influencer. Nekdo, ki dela na radiju, ki se kaže na televiziji, si ne bi smel dovoliti nikoli, v nikakršnem smislu si ne bi smel dovoliti povedati te žaljivke, ki se začne na š. Zato, ker jaz mislim, da v letu 2020 bi ta žaljivka sploh mogla biti prepovedana in kdorkoli bi javno povedal to besedo, bi mogel iti v zapor oziroma plačati masno kazen. So, ker ta beseda sproži pri Albancih, zelo jih užali s tem, kar tudi razumem, ker če ti nekdo govori cel live to besedo, enkrat ti poči film. In tako kot noben ne mara, da recimo, zdaj si predstavljate, ne vem, da eni osebi, ti govoriš 10 let, vsak drugi dan prasica, stari en dan se ti bo strgalo in en dan ti bo počel film. In tako tudi deluje pri ostalih. In vse žaljivke, ki izvirajo iz času vojn, ki so nastale zaradi nacionalističnih stvari, zaradi verskih stališč, zaradi naroda, mislim, da bi mogle biti prepovedane. In se ne bi smeli uporabljati v 2020, dragi moji, pa mi ne živimo v 1930. In vse te besede za Bosance, za Hrvate, za Srbe, za Albance bi mogli biti prepovedane. So, ker s tem samo kažemo, kako nestrpni smo, kako primitivni smo. Dajte paziti, komu sledite, dajte paziti, kdo vam je všeč, zato ker če nekdo na Instagramu piše in sploh kako je pozitiven, kako je to ne pomeni, da tudi tako življenje živi. In zato vedno ponavljam, ne verjeti, kar vidiš na tem Instagramu, kurčevem, in kaj vidiš na radiju in kaj vidiš na televiziji. Zato, ker to je vse en velik fake. In s tem, ko govorimo te
pa dajmo zdaj nazaj na Albance, besedo na š, ne bom izgovoril te besede, ker se mi res ne zdi primerno, čeprav bi jo v čisto drugem kontekstu izgovoril, ampak je ne bom zaradi spoštovanja. Daj si ti predstavljati, pa dajmo reči Jure Novak, čisti Slovenec, in da bi za nas Slovence bila ena žaljivka, ki nas bi vse zelo užalila, rečemo konjusina. In ta beseda bi bila stara že 20, 30, 40 let. In kamorkoli bi ta Slovenec šel, v Švico, Francijo, Nemčijo, Hrvaško, Bosno, Srbijo, posod bi mu rekli, lega konjusina, ma kaj bo ta konjusina delal? Joj, spet imam sodelavca konjusino, joj, moj sosed je konjusina. Da ti to poslušaš par let, dve možnosti sta, ali se ti utrga in narediš pizdarjo, ali pač toliko garaš in delaš, da ti uspe in da ti rata in da vsem pljuneš v faco in rečeš, evo vam kurac, meni je uspelo, kličite me kakor hočete. In zato potem beremo, on je bil tam zaštihan, tega so tam zmlatili, tam so se tepli, tam je tekla kri, zato ker širimo nestrpnost. In to nestrpnost, mi Slovenci bi radi živeli v miru, a nestrpni smo v božjo mater. Ne maramo migrantov, ne maramo Bosancev, ne maramo Hrvatov, ne maramo Srbov, a radi bi mir. Pa kako? Kako bi ti imel mir? Če katerikoli narod prije v Slovenijo, ti ga ne moreš videti, ti bi vse pobil na meji, ti bi vse poslal. En Bosanc se stepe v kafani, vsi Bosanci so krivi. En Albanc naredi pizdarjo, vsi Albanci so isti. Pa ne, ni res. Nikjer na svetu ne piše, da so vsi Slovenci dobri in nikjer na svetu ne piše, da so vsi Albanci slabi. Imaš dobrega Slovenca, dobrega Albanca, slabega Slovenca, slabega Albanca, dobrega Srba, slabega Srba, dobrega Bosanca, slabega Bosanca, dobrega Makedonca, slabega Makedonca, dobrega pizda Francoza, slabega Francoza, dobrega Filipinca, slabega Filipinca. In to je vsa matematika, ki jo moraš vedeti. Delimo se na dobre in slabe ljudi. In če je eden slab, recimo te teroristični napadi, ko so bili aktualni lani, predlani, to je bil musliman. Vsi muslimani so bili krivi. Vsi. Čeprav je en musliman naredil teroristični napad, vsi muslimani so bili krivi. Jaz sem bil v nekaj zelo muslimanskih oziroma muslimanskih mestih, pa enega problema. Jaz nisem bolj varno počutil kot v Dubaju. Dubaj je tipično arabski emirat, to je islamska država, kjer je 90% muslimanov ali celo več. Enega problema, stari. Enega problema. Noben me ni grdo gledal, nič. Bil sem v ne vem kolikih džamijah, celo video spot sem snemal v džamiji. Sem pripravljen za njo, bi umrl za njo, da bi zdravil za njo, bi se delal za njo. Enega problema, ko sem snemal v katoliški cerkvi, niti 10 sekund nisem tam bil, me je že tip nagnal, beži, kaj tu snemaš, pedi stran. V džamiji, ne bune, moj sem bil tam kot doma, še za jaz bi mi prinesli in bi bil kot doma. Tako da, dajte malo odprete svoje oči, možgane, ni vse slabo, ni vse črno, ni vse, ta te bo ubil, ta te bo zaštihal. Ne, dragi moji, ne živimo v filmu, ne živimo v vojni, jebo vas kurac. Tako da, v glavnem bistvo tega videa je, da ljudje, ki so javno izpostavljeni, ne bi smeli takih stvari govoriti. Pa tudi, če 100krat ta gospodična reče, da je ušlo, da ni tako mislila, v nobenem kontekstu ti ne smeš reči šip in tako naprej. Zato, ker to je beseda, ki užali marsikaterega Albanca in s tem samo pokažemo, kot sem rekel, kako primitivni smo. In da sem jaz direktor tega radia, jaz bi njo odpustil. Zato, ker nekdo, ki je na taki poziciji, si tega ne sme dovoliti nikjer povedati. Niti zapisati, niti povedati, ne na storiju, ne na Facebooku, ne na Twitterju, nikjer. In že, ki smo pri pekarnah, me zanima, kdaj ona, verjamem, da tudi ona spije kakšen 2 deci, 3, da zažura. In ko je ob 2 zjutraj pijana sredi Ljubljane, kako hudičevo ti pride tisti šip kebab ali šip burek, kako bi rekla ti, oziroma šip biskvit ti še kako pride prav in ga še kako z veseljem poješ. Tako da naslednjič, če si že tak frajer, pejdi tam temu, ki dela kebab in mu reče, daj mi en šip kebab. Škaj ti bo tip naredil? Tako ti bo dal lepo meso kebab in ti ga bo vrgal v faco in bo rekel, goni se, da te več ne vidim. Tako da, če že imate jajca, dajte nekaj takega narediti, pa da vidimo odziv in ti bo potem mogoče jasno, zakaj se te besede ne govori. Nikoli, nikjer. Ampak taki ljudje, recimo še to, da povem, potem sem gledal, ima ogromno sponzorjev, ima nekaj sponzorjev in verjamem, da tudi nekaj denarja s temi sponzorji zasluži. In vsakič, ko me te zvezde dvignejo pritisk s temi dvoličnimi potezami, o tem govorim, pa nisem nobenega pljuval. Nisem jo pljuval, verjamem, da je v redu punca, ampak o teh stvarih se javno ne govori. V nikakršnem smislu, ne za Albance, ne za Bosance, ne za Hrvate, ne za Srbe, niti Makedonce, za nobenega. Se pravi, to je enako, kot da bi jaz rekel, pedofili so ful zakon. Halo,
pa ne moreš to govoriti. Dajte imeti se radi, dajte biti malo bolj odprti, ne biti tako nestrpni, dajte človeku priložnost, niso vsi ljudje slabi in niso vsi ljudje dobri. Če vidiš, da nekdo ni dober s tabo, pedi stran od njega, če vidiš, da je nekdo dober s tabo, bodi z njim prijatelj. Zato, ker če je lahko tvoj prijatelj Slovenc, je lahko tudi Srb, Bosanc, Francoz, Albanc, Makedonc, Filipinc, Pakistanc, Afganistanc in konec koncev tudi, ne vem, Sejšelec. Tako da dajte se imeti radi, dajte spoštovati, ceni svoje, spoštuj tuje. In mislim, da boš s tem prišla daleč. Hvala lepo za posluh in čau!